Ker v Startup kliniki pokrivam področje prodaje, se največkrat name obrnejo z takim zanimivim oziroma enostavnim izzivom, v narekovajih, radi bi več poslov zaprli, ne uspemo zapreti dovolj poslov. In pričakujejo takole rešitev takole. No, pol pa zelo hitro ugotovimo, in to je mogoče lahko tudi nasvet vsem, ki imate podoben izziv, da je tukaj odzadaj se skrivajo vsaj, po mojih izkušnjah pa po primerih, ki smo jih imeli, se skrivajo vsaj 3 izzivi, ki jih je treba rešiti. Ta prvo je, a res rešujete problem, dejanski velik problem svoje stranke, a sploh veste, koliko je ta problem velik. Pol drugo, a znate to svojo rešitev predstaviti tako, da bo ne vi pa vaši kolegi, ampak vaše stranke to videle kot nekaj wow, kot nekaj drugačnega, boljšega. In ta tretja stvar, a ste dobro natrenirani, da boste na vse možne izgovore, ki vam jih bodo stranke dale, zakaj one ne bi šle z vami v posel, imeli pripravljen odgovor. Ker hitreje, kot odgovorite, bolj ste suvereni vi in tudi stranka vas bo bolj suvereno sprejela. Tako da te 3 stvari si zapomnite pa poskusite uporabljati, če boste imeli pa težave, pridite pa na Startup kliniko. Jaz sem Goran Tomšič, jaz pomagam strokovnjakom, da ustvarijo pozitivno spremembo v svetu s pomočjo komunikacije. Velikokrat ljudje znajo zelo dobro razložiti ali pa zelo podrobno razložiti, kaj počnejo, mnogo težje jim je to izluščiti, skrajšati v par 100 besed, narediti zanimivo, narediti logično tudi tistim, ki to ne poznajo. To je posebej težko, če delamo nekaj inovativnega, mogoče nekaj tehnično kompleksnega. Če prodajaš stvari, ki jih ljudje takoj vidijo, se rečejo, wow, super je, kakšen dober avto ali pa neko tehnologijo, smartphone, to takoj upali. Ko so pa stvari bolj kompleksne, pa je veliko zadržkov. In glavna ideja je, da poskušamo ljudem pomagati, da ko se prvič pojavijo nekje na odru, ko vstopijo v neko novo vlogo, iz inovatorja v podjetnika, iz raziskovalca v liderja, da znajo govoriti z eno jasnostjo, eno kratkostjo in odločnostjo, kot če bi že 2-3 leta bili vodilni v tej industriji. Ne da iščejo v teh stikih potrditev, pa da probajo tako kot v šoli, glejte, vse sem fajn naredil, pa je res lepo, pa lahko dokažem, ampak da pridejo pa rečejo, tole je, zato se splača, stvar je dobra in da znajo nekako tudi presortirati, kaj povedati v prvih minutah, kaj ne povedati v prvih minutah. V okviru Startup klinike pomagam startupom pri vprašanjih okrog zaščite intelektualne lastnine. In ne samo to, večkrat to ni zgolj vprašanje glede kako zaščititi, ampak tudi kaj potem, ko je stvar enkrat zaščitena. Namreč zelo veliko startupov se ukvarja z vprašanjem, kako zdaj to našo tehnologijo zaščititi, da nas ne bojo ukradli. Večkrat se pa izkaže, da je v bistvu startup tisti, ki krade tujo intelektualno lastnino, čist ne vede, tako da okoli tega mogoče en manjši nasvet, dajte vedno preveriti, kakšno tehnologijo uporabljate, če je to mogoče že zaščiteno, če pa tega ne znate, seveda se pa obrnete na nas strokovnjake iz Startup klinike. Zdravljeni, sem Igor Bernik iz odvetniške pisarne Puc in Bernik in v Startup kliniki delujemo s svetovanjem na pravnem področju. Startupom svetujemo glede statutarnega oblikovanja njihovega poslovanja ter priprave pomembnejših pogodb glede na panoge, v katere deluje posamičen startup. Zdaj, če bi lahko dal en nasvet je, ne zanemarjati pravnih elementov v začetkih startupa, ker se kasneje pokaže, da je v bistvu tako zanemarjanje lahko nekaj zelo dragega, predvsem pa ste manj privlačni za potencialne investitorje, kar je bistveno.